Kozmična prelomnica se je zgodila, dobrodošli v januarju 2026. Z zanimanjem bom opazovala vse, kar se bo dogajalo, glede na to, da ste v energijah 2026 v priročniku zelo konkretno in zelo samozavestno pisali o tem, ampak to leto bo pa res posebno. A ne? Jimmy, na kakšen način bomo z januarjem začeli? Bo že januar tukaj poseben? Se že januarja dogajajo kakšne take zadeve? In predvsem s tem Silvestrovim, a je to pomembno, v kakšni energiji smo zdaj not prišli? Januar, februar in marec nekako uvertura za 2026 leto in 26 leto bo zelo moška energija. Ne? Ampak prva 2 meseca, 3 sta bolj tako prizemljeno, žensko, pasivno, ampak gremo zelo močno kozorogovsko energijo. Zelo je pomembno, da res naredimo plan, da res strukturiramo zadeve, da res discipliniramo, ker to leto za tiste, ki so podjetni in tisti, ki imajo že prej neke plane, je to lahko zelo uspešno leto. Ne? Sam prihod v prvo polovico januarja je bolj miren, bolj nekako pridušen, ampak zelo močan. 5 planetov so v kozorogu in to je zelo, zelo, zelo močna, koncentrirana energija, ampak zelo praktična in za tiste, ki so res praktični ljudje oziroma podjetni, to je zelo neverjetno dobra energija za sam začetek. Odlično, odlično. Kako pa ti, Lili, vidiš januar? Kimam. Torej, tudi z numerološkega vidika se nekako od januarja do marca energiji prejšnjega leta in novega leta še nekako stapljata skupaj. Definitivno glede na to, da stopamo v nov 9 let dolg cikl človeštva, ne samo na osebnostni, ampak tudi na globalni ravni. Absolutno, ja, močna energija, energija preboja. Pa ta praksa, se mi zdi, da v zadnjih letih nas je mogoče malo odneslo, kaj vse bi. Zdaj končno prihajamo v neko energijo, ki je mogoče malo bolj strateška, da razmišljamo, kaj bo čez, ne vem, naslednji korak, 4. korak. Tako da definitivno planirati. Tudi če mogoče se nam zdi, da je naše življenje dolgočasno, da smo mogoče izgubili nit. Tega recimo je zelo veliko, sem slišala 2025. Ne vem, v letu 9 nobenega nisem slišala, da bi rekel, da mu je življenje dolgočasno. Ne, dolgočasno ne, ampak da so neke stvari zvodenele. V smislu, ne vem več, kdo sem, ne vem, ene stvari mi več niso pomembne, ne vem, kaj bi, ampak vem, da to ne bi. Veliko je bilo te energije. Se pravi, čim prej mogoče bom po domače rekla zakurbljati, zemljiti energijo, se osredotočiti, postaviti fokus. Vse lahko pa ta fokus malo glihamo, a ne? Ampak da se pač vzamemo sebe in damo sebe na neko tisto mesto, kjer mi usmerjamo energijo. Darja, pri tebi se pa še ni zares začelo novo leto, glede na to, da kitajsko novo leto se začne konec januarja oziroma po lunarnem začetek februarja. Kar pomeni, da je januarja v energijah, si napisala noter opozorilo, ker sem ga jaz tudi predala moji prijateljici, ki si potem ni kupila letalske karte za januar, ker so neke čudne zmešane energije. Se pravi, tukaj smo zdaj v nekem prehodu, ali kako? Ja, že itak je januar kot zemeljski mesec in sovpada s tem, kar je povedal Jimmy, pa tudi Lili seveda, ne? To je vranica, ne? To je elementarna faza prehodov. Torej, januar je zadnji mesec leta lesene kače, ki že kaže na zgodbo ognjenega konja, torej preklaplja. Zato je tako pomembna stabilizacija v tem mesecu. Kolikor je kozorogovske energije, toliko je energije zemeljskega bivola. Torej, vidimo na nebu zemlja, na zemlji zemlja. Ampak ker je še leto kače, če združimo ta bivola in kače, lahko dobimo sliko, če bomo stabilizirali, se prehranili, se primerno ogreli, odstranili moteče faktorje, kot neki strahovi, našli smisel, bomo to energijo lahko pognali v ustvarjalnost. Torej, vsekakor je potrebna strategija na prehodu letošnjega leta v naslednje še toliko bolj. Strateško načrtovanje.
to bo nas prizemljilo, ker ognjeni konj, to je ogenj, to gori, to je nekontrolirano, impulzivno in ta zemlja tukaj nas bo pa držala pri zemlji, tako da zelo pomembno je. No, naj vam pomagam pri načrtih za potovanje v letu 2026, ne? Na tleh. Ja, skratka, Havaje smo odprli prijave. A z avtomobilom ali z letalom? Z letalom, plavanje z delfini in kiti. Tako da Havaji se gre letos, Egipt, ravno zaradi tega, ker je ugodna pozicija za potovanje, in pa Iš ter Ciper v pomladni verziji, nekaj dni regeneracije. Tako da vse to se lahko odločite, da boste in si že začnete planirati oziroma pogledate na klepetopkaj.si pod dogodke. Ok, se pravi, mrki, čudne polne lune, priložnostne prazne lune, kaj od tega v januarju? V januarju nič, to sledi februarja, močan mrk. V januarju imamo normalno polno luno, prazno luno oziroma novo luno. Polno luno imamo 3. januarja in to imamo v Raku. V Raku imamo tudi tega našega Jupiterja, ki je sicer retrograden, ampak bo vse skupaj v opoziciji z močnim zborom 5 planetov v Kozorogu. In to bo ena močna dinamika med zunanjim, poslovnim in domačim svetom. Ne? Tisto, kar je doma, Rak. In tukaj bomo morali biti previdni, ker ena stvar je, kako bomo vlekli domačo sceno, domače zadeve in poslovno zadevo. In tukaj bo mečkan malo trenja, ampak to je zdaj prilika, da uravnovesimo med zunanjim, poslovnim svetom in notranjim. In to bo zelo, zelo, zelo poudarjeno. Priporočam, da sočasno smo zelo podjetni, ampak ne pozabimo na dom. Kaj pa tale 3. januar, polna luna v Raku? Tako, čustveno neko... To se pravi, polna luna v Raku pomeni, da je osredotočenost na dom, na vse, kar je povezano z Rakom, nego. Tukaj je še Jupiter, ki je retrograden tudi v Raku in to je močna. Tukaj lahko naredimo renovacijo v hiši ali čiščenje ali karkoli je povezano z domom. Kaj že pospravimo smreko? Nisi še? Ne, mislim... Čaka Kitajska. Generalno je to dobro. Polna luna je vedno zaključovanje enega procesa. Se pravi lahko 3. Absolutno, ne. Okay. Z druge strani, ker je v opoziciji s Kozorogom vse skupaj in tam imamo 5 planetov, osebnih planetov. Tukaj bomo malo med trenjem, ali grem v poslovni svet, ali grem neko strukturirano zadevo, ali se rajši povlečem še, ker 3. januar je še praznovanje, še malo tako, malo smo še omotični, malo smo še takole, ampak ambicija in potreba po disciplini, strukturi, po planiranju, bomo mečkar malo na skrižju, ker mnogi bojo tako, dajmo začeti, ne, ker ta leto je za tiste, ki so podjetni, neverjetno dobro leto. Ne. Krasen. 10.1. en portal napoveduješ. Res je, 1.1. bil ta prvi portal, se pravi ta prestop v novo energijo. 10.1. kot pozitivno karmično število, absolutno preboj naše notranje energije. Ok, podnapisi? Podnapisi so, kaj je mogoče tisto, kar ste si kot otrok želeli, pa opustili, pozabili, so vam povedali, da to je slabo za vas in tako naprej. Zelo taka naša notranja, avtentična, pristna energija se sproža. Bi se pa tukaj naslonila malo tudi na to, kar obadva opozarjava, veliko bo kontradiktornosti v januarju. Sami sebi mogoče bomo v enem stavku začeli govoriti, koliko imam jaz rad vodo, ampak to pa res ne. Se pravi, dajmo opazovati naš notranji dvogovor, kdaj mogoče si nečesa zaželimo in v isti sapi sami sebe takoj nekako usmerimo v to, da ne. Tako da 10.1. odličen dan za postavljati cilje, za iti v sebe, v svoje spomine, v svoje nostalgične občutke, česa smo si želeli, ko smo odraščali. Naj nas pelje reka življenja, si ti napisala za januar. Ja, dejansko ni lih najbolj, da se upiramo toku življenja in delujemo na silo, ampak sam heksagram govori o temu,
da res zaupamo. Ne, ker zemlja, elementarna faza zemlje pomeni tudi zaupati. Torej, zaupati, sprejeti, ne, in se prepustiti toku življenja. Torej, januarja nikakor ne delujemo na silo, ampak prizemljimo tisto, kar se nam zdi, ali ne samo, da se nam zdi, ampak resnično ima smisel v našem življenju. Ne. Na to se osredotočimo. Ne rinemo pa z glavo skozi zid, ne, in na silo spreminjamo ali si želimo spreminjati neke razmere, ker to ne bo prineslo. Ampak, Jimmy, a ni kozorog je tak prodoren? Kozorog je generalno zelo iniciativen, zelo ambiciozen, ampak en zelo prizemljen, strukturiran, discipliniran. To ni tako kao ova, ne? Gremo brez glavo, impulsivno. Kozorog je zelo premišljen, strateški, on je strateg, ne? On je maratonc, to ni šprinter, ne? To se pravi, kozorogova energija vsem nam pomaga, da res prizemljimo stvari, strukturiramo stvari in postavimo v disciplino, ne? Ampak to je zelo ambiciozno znamenje. Kozorogi so sicer na videz zadržani, ampak bolj ambicioznih ljudi pa ni, ne, ker so kozorogi. Tako, ne. Če zanemarimo rake. Raki so zelo ambiciozni. V bistvu vsa kardinalna znamenja so zelo tehnice, ovni, kozorogi in raki, ampak kozorog je znan po temu, ne. On ima svoj cilj in on ne bo nehal, dokler ne doseže svoj cilj. Za razliko recimo tehnice, ona bo začela, pa bo pa malo premišljevala, pa ne vem kaj, oven bo rekel, zdaj sem že zmatran, dajmo neko novo zadevo, rak, spet me nekdo užalil in tako naprej. Kozorog je pa močna in vsi imamo nekaj kozoroga, ne? In to zdaj treba zelo izkoristiti, zato ker prva polovica je v kozorogu, potem zadnjih 10 dni pa vodnarjeva energija začne, ne? In ne pozabimo, januarja Neptun prihaja končno spet v 14 let, naslednjih 14 let v ovna, ne? Začne se prvo prebujanje ognjenega elementa. Zakaj je to zelo pomembno? Ker to je zelo močan ciklus, duhovnost v praksi. Praktična duhovnost, ja. Tukaj bo zdaj veliko prebojev na duhovnem nivoju. Še posebej februarja, kar bomo naslednji mesec govorila, ko se bosta Saturn in Neptun končno po dolgih letih združila. In to bo eden od najmočnejših aspektov obeležje celotnega leta, ne? Zelo močna energija. In tisti, ki bojo strukturirani in še vedno inspirirani, bojo dosegli marsikaj, ne? Mislim, jaz osebno obožujem januar zaradi mojega poslanstva in v bistvu januarja dobim ljudi v najbolj sprejemajoči energiji, zato da naredijo pozitivne spremembe k višji kvaliteti življenja. Ali da nekaj s hrano spremenijo, ali da se začnejo več gibati, ali da spremenijo neke navade, ali karkoli. Pustimo zdaj to, ne, da pa ne vztrajajo. Da pa ne vztrajajo, a ne? Ampak, a veš, ta vžigalca, a ne? To je enka. Ta Samo štart, to je ne? enka. Enka simbolizira napredek, korak naprej. Napredek pomeni premik v smeri, ki je zame dobra. Napredek ne gre nikoli v likvrc. Ampak glede na to, da je januar, ta kozorog, stabilnost, mislim, cikličnost tega, ne, 9-letnega cikla za ena. Mislim, če pa zdaj ne, kdaj pa? Čez naslednjih 9 let. In nujno bo. Ja. Za to je, ne, če se želimo odriniti višave, moramo začeti na trdnih temeljih in stabilnih tleh. Pa še ena skrivnost, ne? Veliko zanositev bo. A res? Zelo močna energija. In Venera, in Merkur, in Mars se združujeta in plešeta. Zna biti zelo tako zanimivo in tam nekje
septembra, oktobra. Aha, bo višek, bo nataliteta šla gor. Nataliteta se bo povečala. Krasno. In kakšni otroci se bojo rojevali v ognjenem letu oziroma letu ognjenega konja? Ognjeni. Zelo impulzivni, Krasen za starše, ne? strastni, ambiciozni, podjetni. Glavnem, ja, tudi en velik duhovni potencial bodo imeli. Ne? To je ekstremno leto ognja v ognjenem obdobju 9, če gledamo cikl do leta 44. Tako da toliko ognja še nismo doživeli in ga ne bomo doživeli v tem življenju. Torej, to je zdaj tisti vrhunec. Če imaš kratko življenje. Ja, duhovne evolucije in tudi leto revolucij. Tako da ti otroci znajo biti tudi revolucionarni. Kar se tiče prebojev, idej. Tako da, To je ful fajn za človeka, ne? Pa za svet, ne? Ampak za starše, ne? Bo pa to kar velik izziv. Kultivacija. Že zadnjih 5, 6, 7 let, če gledamo, ti, ki so prihajali, ki zdaj prihajajo za starše, strašansko naporno. To so otroci čist drugačne energije in to vsi Se piskajo. tudi svet. Govorim za drugega starše, planeta. ne. Ja. Neverjetno, to so čist druge energije in ko komuniciram s starši, še posebej te, ki imajo tam nekje do 7. 8. leta, to noro, zgubili so se eni. Ne dohajajo. Tela zdaj generacija, to je noro. Je pa res, ker bojo rojeni pod vplivom Neptuna in Kozoroga, to bojo neverjetno praktično duhovno. To bojo ljudje, duše, ki bojo duhovnost pripeljale maksimalno na svojo najbolj osnovno raven, ampak najbolj praktično raven. Prizemljena. Tako kot je nekoč Prizemljena, bilo tako. dejansko. Vse duhovnost je način življenja. Ne nekaj, kar se mi učimo in tako naprej. In se mi zdi, da tudi starejši so se mogoče malo izgubili v vsej ezoteriki, ki mogoče ni ravno duhovna. Ja. Jaz poznam tudi ogromno žensk, predvsem, ki so tudi mogoče tam bile precej odzemljene neki let, pa so zdaj tako, lej, ne grem se jaz več tega, rabam prizemljeno strukturo, a ne, in vidim, da ta zemlja, da je Enostavno zelo potreba je v času potem. Tako nas vodijo energije. Najlepša hvala, srečamo se znova prihodnji mesec. Glede na to, da takrat pa res praznujemo ognjenega konja, mislim, da sem si jaz tak nevede dala izziv, da bom v modrih barvah letos. Tak, da te bo malo ohladil. Ja. Sicer pa kakšen pljusk. Evo, še več informacij najdete na klepetobkavi.si. Tam sred meseca, zato da se bomo ohladili, začenjamo tudi s temi karticami, ki jih podarjamo za informiranje vode. Zelo zanimiva zadeva. Sicer pa preverite, kaj smo vam pripravili ob štartu leta. Torej, resno sem mislila, da imamo januar zelo, zelo radi, ker ste pripravljeni, da naredite neko strategijo, ki je vam, za vas najboljša, tako da lahko tudi pišete, poveste, kje ste, kam želite priti in mi vam lahko svetujemo, na kakšen način pridete do tja. Več informacij, kot smo rekli, na klepetobkavi.si in se vidimo prihodnji mesec.